Dobro jutro, prijatelj, moj dragi. Kako si spal? Odlično. Jaz tudi. To pa je, ha? Zakon. Dobra ideja je bila to, da v praksi poiščeva plac za dopust. Še boljše, da ste se obe strinjali s tem. To pa imaš prav. To bo dober vikend. Ja. Kaj imava zdaj naslednje? Še vprašaš? Kaj? Zajtrk. Itak, zajtrk, kam tam? Grem sem, ja. Kaj turiste privlači, da pridejo v našo regijo? Predvsem dejstvo, da imamo, kot je bilo prej že povedano, čudovito naravo, zelo varno okolje, da imamo dobro kulinariko, dobra vina in da smo dobri ljudje. Kaj več pravzaprav še pričakuješ lahko v sodobnem turizmu, ki postaja drugačen turizem, kot smo ga poznali prej? Kaj si rekla, z raftom greva? Po Muri? Pa ja. Lahko pa se še ustaviva na mlinu, pa vzameva nekaj moke. Kako diši? Mi že prav vse kruli v želodcu. Samo kavico pa tudi sede, ha? Joj, kavica res da. Jaz mogoče malo pogrešam bolj sodelovanja med kmetijskim, ekonomskim pa socialnim sektorjem. Mogoče bi bilo potrebno malo več tega povezovanja, oziroma da ne bi rekli privatni sektor, to pa mene ne zanima, oziroma saj kaj bom pa imel od tega, ne? Mogoče, da bi se malo bolj povezovali pri nočitvenih kapacitetah, pri gostinskih ponudbah. Seveda, pri vsakem projektu, ki ga tudi na področju turizma načrtujemo in izvajamo, moramo imeti v mislih to, da ne pademo v konflikt ne z gospodarstvom, ne z okoljem in ne z prebivalstvom, kjer izgrajujemo te kapacitete. No ja, sicer pa, veste kaj, Pomurje je še tako veliko, toliko neraziskanih kotičkov je še, toliko čudovitih kotičkov na Goričkem, da se ne bojim, da bi bilo premajhno za turiste, ki želijo priti. Naj reče, kdo kar hoče. Ampak meni je Mura res najlepša reka. To je res, ja, drži. Ampak za rafting je pa bolj Soča, če mene vprašaš. Andrej, to pa ne bo držalo. Isto je čisto divjanje. Meni bolj pa še tako počasi, umirjeno. Prav imaš, ja. Lepo na izi, lepo pa še. Lahko vmes še kaj pojeva. Ali pa spijeva. To nama itak še bolj gre. Covid obdobje je že pokazalo, da se navade turistov spreminjajo. Pomeni, da se ljudje v velikem merilu naslanjajo na trajnostni turizem, pomeni, da se izgibajo množični destinaciji, kar se že v dosedanjem času pokazalo, in mislim, da se bo v prihodnje to še bolj pokazalo in bo vedno več turistov iskalo destinacije, ki so nekako odmaknjene od turističnih centrov. Glej, če mene občutek ne vara, se mi zdi, da so čisto blizu Babičevega mlina. Ja, res ja. Kaj mlin dela? Seveda, da dela. Se tam se ustaviva pa kupiva moko. Saj pa moka je moka, nič kaj drugačna ni. To pa ne bo držalo. Čisto drug občutek je, ko kupiš moko v takem starem mlinu. Babičev mlin je star že čez 100 let. Njegova posebnost je, ker še edini delujoči mlin ob reki Muri, kjer se moka prideluje na tradicionalen način, tako kot se je nekdaj. Se pravi, pridelujemo različne vrste mok, katere lahko tudi vsi turisti iz daljne in širše okolice kupijo. Verjetno bo se Babičev mlin v prihodnje razvil malo bolj v turistično smer, z možnostjo verjetno kakšne smer nastanitve, kakšnega gostinskega obrata, ampak to bo vse sčasoma prišlo.
Jaz mislim, da se počasi s tem masovni turizem poslavlja in se turizem dviguje neki eko oziroma individualni turizem na podeželju oziroma bolj povezan z naravo. Dober dan. Zdravljeni, dober dan. Zdravljeni. Vidva so se po telefonu pogovarjala. Tomaž. Gabriela. Me veseli. Andrej, Gabriela. Dobrodošla na otoku Ljubezni. tu smo malo na napačnem mestu brez žene. Daj, glej, se bova že znašla brez punc tudi. Brez skrbi, tukaj vas čaka lepa narava, Bujraški, Tkalski muzej, prodajalna. Malo gor više ste se popeljala mimo Vržejskega mlina. Saj v mlinu sva bila, ne? Ja, in kupila moko. Ja. Tudi pri nam si lahko gledate plavajoči mlin na Muri. Sem bral, da lahko z brodom se zapeljamo čez? Tudi to, ja. Seveda, a se gremo zapeljati? Ja, jaz sem takoj za akcijo. Veseljem. Glavni turistični elementi v občini Beltinci mislim, da so etno, eko in športni elementi. Se pravi etno, glede na podlagi kulturne dediščine oziroma prireditev, mednarodni folklorni festival, eko, turizem na otoku Ljubezni, potem tudi športni in lovski turizem. Andrej, Ja, daleč je to. pa saj ti sploh ne goniš. Ampak vseeno, Ne boj le nuh, še par kilometrov je. kaj če bi malicala kje? Gabriela mi je rekla, da imajo v Tešanovci najboljšo domačo čokolado. To mi delaj! Pol pa greva k Puhanu, jes pa pit. Ja, zdaj si mi pa dal zagona. Ajdi, čau! Kam greš? Ja, grem jaz, malca! Pa saj ne veš poti. Kam boš pa zavil? Ja, v bistvu sta se pred 25 leti začela že moja starša ukvarjati s turistično dejavnostjo, tako da smo potem skozi leta vse skupaj samo nadgrajevali. Ponudba je bila že od začetka zelo zanimiva, predvsem zaradi tega, ker sva kombinirala čokoladne izdelke z lokalnimi produkti, od bučnega olja, od vina z naših vinogradov in na podlagi tega pozitivnega odgovora oziroma feedbacka sva potem imela samo še neko dodatno voljo in motivacijo za naprej in za širši izbor izdelkov. Andrej, Ja, daj tukaj zavij levo, no. kaj je? Zdaj pa mislim, da je čas, da spet poiščeva neko prenočišče, ha? Ja, v redu, počakaj, poguglam. Daj, no. To je v redu. Ja, dobro je, ampak ni namen, da greva kar v prvo. Dajva malo raziskovati, no? Ja, okej, lahko se tukaj vstajva, pa pol še greva naprej. Ajde, Če smo že tukaj. piči, greva. Na območju občine Šalovci razmišljamo samo o trajnostnem turizmu, ker težko si predstavljamo, da bi se šli masovnega turizma, saj smo v osrčju Krajinskega parka Goričko in pa zavarovanega območja Natura 2000, zato edino razvoj vidimo na področju trajnostnega turizma. Ja, zdaj v bistvu Pomorje oziroma naši kraji so bili že od nekdaj neka zelo vabljiva turistična točka, predvsem zaradi zdravilišča in posledično pač termalne vode. Je pa res, da pač te zahteve gostov se spreminjajo, želje in potrebe turistov se spreminjajo, čedalje več je povpraševanja po neokrnjeni naravi, po nekih kulturnih, zgodovinskih privlačnostih, gastronomijo seveda moram nujno omeniti. In na podlagi tega se potem zdaj tudi ta zdraviliški turizem odpira, pač se povezuje z zaledjem oziroma s podeželjem, kjer pa je tega omenjenega na pretek. Ej, tega bi se pa človek lahko kar navadil. Ja. Pa kaki mir je, zdaj ko ni Tanja pa Anja, no?
Če bi te slišali zdaj. Tukaj, tako daleč stran od vsega, naj nihče ne more slišati. Prav lepo je, ja. Jaz mislim, da boste kar zadovoljni z dopustom, ki so ga pripravila. Ha? Če je Tanja zadovoljna, sem jaz tudi. Glej, vsak čas bo zašlo sonce, ha? Ja, pa res.